Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Andreja, kaj bomo pa danes ustvarjali? Ker je zima, v preteklih oddajah pa smo si naredili že grelčke za roke, pa šal si bova danes naredili še kapo, če si za to. Se strinjam. Potem je pa najbolje, da kar začneva. Za izdelavo mehke kape potrebujemo flis, škarje, šivanko in prejico. Najbolje je, da res kar začneva. Pred oddajo sva že izmerili Mašino glavo, ker bova naredili kapo, ki bo pristajala Maši, in odrezali kos flisa. Višina, bomo v tem primeru rekli, je približno 40 cm, širina pa širina Mašine glave. In najbolje je, da se Maša kar loti dela, to se pravi šivanja po temle robu, ki ni zašit. Ta rob bo potem zadaj, na zadnji strani glave. Bova na to obrnili? Na to bova pa zadevo obrnili. Šivava pa kar z okrasnim šivom, ne s šivom, to se pravi s tistim šivom, če se spomniš, ko smo šivali iz filca, pa smo delali tak zunanji okrasni šiv. Čeprav bo ta šiv potem na notranji strani kapice, vendar se nekako najbolje obnese za tale šiv za kapico. Se ti zdi malce predolga prejica, jo malce skrajšava? V redu je. Bo v redu. Tale šiv smo pa se naučile pri ovitku za robčke. Tako. Vidiš, Maša, kako se ti lepo spomniš pri ovitku za robčke, ko smo šivali ovitek oziroma tako oblekico, s katero lahko nosimo robce s seboj v službo ali šolo, sva se naučili tale zunanji šiv. Okrasni šiv mu rečemo, ali pentljasti, če imamo seveda doma šivalni stroj. Potem v tem primeru lahko tole zašijemo tudi na šivalni stroj. Nalaž za to, da pokažemo gledalcem, da ni, Maša, samo še zankico ulovi. Se spomniš, pri okrasnem šivu je potrebno uloviti še takole zankico. In nama potem daje tole en tak lep, krasen rob. Bo šlo? Bo. Maša bo nadaljevala s šivanjem. Sama sem pa želela povedati, da ravno zato šivamo na roke, ker za ta izdelavo takšne kape ne potrebujemo nujno nekih strojev, nekih naprav. Marsikak šiv lahko naredimo tudi na roke. Če pa pomislimo na zgodovino, so pa dvorne dame oziroma njihove šivilje šivale celo obleke, in to bogate obleke, vse na roke, ročno, brez stroja. Takrat niti preprostih šivalnih strojev še niso poznali. Zato je takole zašiti eno kapico iz materiala, ki smo ga tudi v naših preteklih oddajah že predstavili. Flis je za ustvarjanje primeren ravno za to, ali pa za šivanje, ker ni potrebno obrobovati, ker je to tkanina, ki se na robovih ne para, ki je ni potrebno poentlati. Skratka, primeren je za ustvarjanje tako odraslih kot tudi otrok. Fino pa je, da so ti izdelki potem lahko tudi uporabni, da ni to kar nekaj, oziroma da je to stvar, ki jo potem lahko tudi nosimo in uporabljamo. Maša lepo nadaljuje s šivanjem roba kapice. Se veliko igraš zdaj po zimi, Maša, zunaj? Če je sneg, se, če ga pa ni, pa ne. Dneve, ko ga pa ni, pa preživljaš bolj noter. V tem primeru boš pa lahko tudi doma malce ustvarjala in tudi našim gledalcem želimo pokazati, kaj lahko počnejo takrat, kadar se ne igrajo zunaj na svežem zraku. Tale kapa pa nam bo prišla prav, ne glede na to, če je sneg ali ne, kajti po zimi je vedno hladno, piha mrzel veter, in kapa, da zaščiti naša ušesa in naše glave, da greje naše glave, je kar primerna oziroma nujna. Veš, komaj čakam, da bom nosila to kapo. Jo boš nosila, vidiš, in te bo tudi grela. Tako, naredili bova tako, saj boš videla, ko boš prišla do konca, ko boš zašila tale rob. Potem bova nadaljevali z izdelavo cofka. Cofki se mi zdi, da so v takšnih in drugačnih oblikah moderni in da jih radi nosimo tako starejši kot otroci. Včasih
je bilo smešno, če je kakšen starejši nosil kapo s cofkom, zdaj pa se mi zdi, da so cofki prav moderni. Te lahko vprašam, kako bi tole Rešila? Se nama je mogoče zavozlalo, ni se nama zavozlalo, le takole, zdaj bova pa kar takole naprej rešili, samo pogumno je potrebno včasih potegniti, občutek imaš, da se nekje zankica ustavlja, pa se ne. Tako, Maša počasi končuje s šivanjem tegale roba kapice, skratka, da bo kapica dobila obliko takšnega tulca, iz katere bova potem kapico dokončali. Sedaj narediš, Maša, na koncu še en tak lep vozel, kar s šivanko, pa še enkrat, da nama zagotovo tukaj le na tem robu da se nama kapica ne bo razparala, tako, pa še enkrat šivanko potegni skozi, tako, kar pogumno, tako, in sedaj s škarjami odreževa. Tako. Če pogledamo, je rob zašit in če kapico obrnemo, bo tole je sicer še vedno notranja stran kapice, ampak mi jo bomo sedaj obrnili. To se pravi na lice, na stran, kjer bo Maša kapico nosila. Takole. Tukaj le tale šiv bova malce popravili, nič hudega. Tako. Malce poravnava. Tulček je, kapica je in sedaj spet udanemo sukanec. Sedaj bomo naredili namreč najprej cofek, potem pa bomo kapico izmerili s prilagajanjem spodnjega roba, skratka z zavihanjem spodnjega roba v kapico pa bomo prilagodili višino kapice, ko jo bomo preizkusili oziroma poizkusili, kakšna je. Kako pa zašijemo to luknjico? To luknjico pa bova potem čisto na koncu zašili. Tukaj le vdeneva šivanko s tem le pomočnikom. Tisti, ki pa še zelo dobro vidite, pa verjetno šivanko lahko vdanete brez pomočnika. Ta pomočnik nam pač olajša delo. Takole, sedaj pa bova, ker potrebujeva za to, da bova naredili cofek tako malo močnejšo prejico, pa bova uporabili dvojno nitko. Spet, če dovoliš, ti bom jaz začela, to pa zato, ker bova začeli na spodnji strani. To se pravi nekje tule, približno 5, če takole izmeriva, s temle navadnim metrom, 5-6 cm visok cofek oziroma velik cofek bova naredili. Sedaj pa po temle krogu poizkušaš takole, na približno centimeter na tejle notranji strani, če še pokažemo gledalcem, nisem potegnila čisto do konca, zato ker bomo tale delček potrebovali za to, da bomo lahko kapico privezali, da bomo lahko cofek privezali. Sedaj pa tako približno na 1 centimeter, takole, samo napeljemo nitko, to se pravi, ne šivamo nazaj, samo napeljemo približno nitko. Zdaj, če potrebujemo en tak rob, da bi si vso zadevo narisali,
lahko naredimo tudi tako, da kapico, pa bom pokazala drugače, obrnemo. Lažje nam bo, če si mogoče malce zarišemo, da bo cofek v neki takšni približno enaki višini. Takole, vzamemo en svinčnik, kuli in z ravnilom malce, samo Maša, počakaj, samo toliko, da nisva zavozlali. Takole, malce sva, ampak bova popravili. Takole. Sedaj pa bom jaz samo potegnila črto, da ti bo lažje napeljati tole prejico, s katero bomo, se vidi, malce bolj narahlo, ampak se. In potem še na tejle strani, samo takole. Ti pa boš par milimetrčkov nad to črto, mogoče je tale malce neviden flomaster za tole tkanino, pa bova videli, kako bo šlo s svinčnikom. Malce bolje, a ne? Takole pa še po drugi strani. Skratka, Maša bo sedaj po notranji strani takole napeljala prejico, ki nam bo pomagala. Poglejva, če sva. Tako, in sedaj kar nadaljuješ s tem upeljavanjem prejice, samo sedaj pa ne čez obe tkanini, ampak čez eno. Pa malce se drži te črte, zato da ne bo naš cofek čisto veglast, a ne? In da boš kapico potem res lahko nosila. Če nama pa ne bo ravno uspela, jo bova pa uporabile, ko bo zapadel sneg, pa boš naredila enega takega lepega snežaka, pa bo ta snežak dobil tole kapico. Malo je čudno. Čisto v redu je, ti kar nadaljuj. Samo kar takole si primi, da zagotovo veš, da ne bova. Maša, samo gledaj črto, ne? Tukaj lej, tako, mogoče da jo malce bolj zarišem. Še enkrat jo bom malce bolj zarisala, ker drugače. Vidiš, zdaj sva že fejst pod črto, ne? Pa bova mogoče tole takole na hitro malce popravile, da prideva nazaj na črto in da naša kapica ne bo preveč veglasta. Vidiš, zato je pa nisva videli. Takole. In zdaj kar nadaljuješ po tejle črti. Malce primi, takole z notranje strani si kapico, ali si pa obrni takole, če ti bo lažje. Proti sebi boš mogla sedaj malce šivati. Poskušaš se držati črte, to zato, da ni, tudi če ne bi, ampak da ne pridemo na koncu s tem našim cofkom čisto dol, tam, kjer bi že moral biti rob kapice. Tudi to bi se nam lahko zgodilo, če nimamo ene takšne usmeritve, a ne? Tako. Ne smeva pa pozabiti, da moramo potem predno bova naredili cofek, to se pravi kapico na vrhu stisnili, da morava kapico obrniti, ker drugače bova naredili cofek na notranji strani, mi pa ga ne želimo na notranji strani. Maša, dovolj bo, kar potegni skozi, pa potem spet nadaljuj. Bo lažje. Tudi v tem primeru se potem lažje držiš črte, vidiš jo v tem primeru, a ne? No, vidiš, in sedaj samo še ena majhna četrtina tele naše kapice. In bo prejica, da bova lahko naredili cofek, pripravljena. Pa ne na predolge, a ne tak na centimetrček približno, ker če delamo te, ko nabiramo, ko peljemo prejico, da bomo izdelali cofek na predolge razdalje, potem cofek tak neenakomeren in nelep. Tako da ga poskušamo zelo enakomerno. Maša, kar dovolj bo. Nikamor se nama ne mudi, lepo počasi bova gledalcem pokazali, kako se. Ni potrebno, da je tako. Še enkrat boš speljala tole, tako da prideš do sredine, pa nič hudega, če je čepica malce nabrana, veš? Zato, ker tako, v redu bo, sedaj bova malce potegnili tole prejico čez najino kapico. Na tejle strani bova šivanko odrezali.
zavozlali, da nama slučajno prejca ne uide. Takole. Sedaj sva pa rekli, da morava kapico obrniti. Še predno pa jo bova kar obrnili, da se ne bova zmotili. Takole. In sedaj boš, Maša, predno bova naredili cofek, naredila še eno stvar. Do tele naše prejce, ampak ne čisto do, recimo ene pol centimetrčka nad njo, boš takole, pa tule pri robu bom, da ne bi prerezale slučajno prejc, kjer sva zašile, drugače pa boš takole lepo narezala trakce, ki bodo potem predstavljali naš cofek. Ne čisto do, ampak malce nad našim robom, kamor smo upeljali našo prejco. Tako. Vidiš, zdaj pa kar obrni kapico naprej, pa tule nadaljuješ. Takole. Paziš, da spodnje ne prerežeš, da vedno vzameš samo zgornjo in da jo odrežeš približno do tja, kamor smo napeljali vrvico. Tako. Še malo. Vidiš, in tukaj pri tem flisu je res tako, da se robovi ne cefrajo in tale naš cofek bo prav lepo krasil našo kapico oziroma predstavljal vrh naše kape, ki nas bo grela, ko se bomo igrali zunaj. Tako. Je težko? Malo. Redo je, samo paziti. Stare so mi malo prevelike. Aha, poskusi s temile manjšimi, čeprav nisem čisto 100% kako bodo rezale flis, pa poskusi vseeno. Režejo? Režejo. Potem pa bi se lahko že prej spomnila, da je tvoja roka malce manjša kot moja, ne malce, veliko manjša kot moja, kar pomeni, da so ti tele škarje res prevelike. Pa še tega na polovico. Sedaj imava pripravljen vrh kapice, sedaj bova pa takole obrnili, pogledali, kje sta najina konca in lepo napeljali cofek. Skratka, potegnili našo nitko, ki sva jo prej zelo trdno skupaj, vidiš, tukaj naj otrokom, če bodo kapico šivali sami, pomagajo starši ali kakšna odrasla oseba in močno bova tale del zavozlali. Maša mi bo tukaj posodila svoj prstek, sama bom še enkrat in še enkrat, pa tudi še enkrat zavozlala, odreževa tole in imava v bistvu zgornji del kapice gotov. Sedaj pa sledi malce pomerjanja, tale kapa je lahko tudi kar palčkova kapa, pa rečeva, v tem primeru bova jo sedaj za pokušino zavihali dvakrat, tale rob bova potem s par šivi utrdili, samo da preizkusiva, kako ti tale kapica pristaja. Jaz mislim, da ti zelo lepo pristaja. Hvala. Sedaj bova samo še 2 šiva in dokončava kapico, če dovoliš. Malce jo bova sneli, potem pa si jo bova spet nadeli, da bodo gledalci videli, kako. In nič drugega, kakor tale rob, če nimamo likalnika, če imamo doma likalnik, lahko rob malce čez eno tkanino polikamo in bo tale rob lepo ostal skupaj. Midve z Mašo pa bova kljub temu, to pa zato, da bo tudi po pranju rob ostal lepo skupaj na svojem mestu, z dvema šivoma utrdili, da se nama tale zavihan rob ne bo odvihoval, ko se bomo igrali. Takole, še enkrat oddanem in če mi dovoliš, Maša, bom tale 2, zato ker v temle primeru bo pa tkanina je trojna za prešivati, kar pa je za otroške roke malce težje, pa bom ta 2 šiva, če dovoliš, naredila sama. Skrila jih bom tukaj v tale notranji stranski del, lahko pa bi se seveda tudi poigrali, vzamemo kakšen gumbek okrasni in mogoče prišijemo v tale notranji del gumbek. Lahko naredimo tudi tako, da vzamemo drugačno barvo prejice in potem
mogoče sprejco, kakšen vzorček na tale rob zašijemo. Skratka, različne možnosti okraševanja tele kapice so. Je pa tale kapica takšna, da jo bo Maša res lahko nosila in ne bo namenjena snežaku. Preizkusili sva, da ji je prav, kar pomeni, da bo Maša kapico res lahko v slabem vremenu, temle zimskem vremenu nosila in da jo bo grela takole še enkrat in še en šiv tukaj na tejle strani. Sva rekli takole, pa še tukaj na strani. Če pa imamo likalnik, kot sem rekla, in tale rob zalikamo, pa nam potem tudi sploh ne bo potrebno tehle šivov delati. Gre se bolj za to, da rob ostane na mestu, kjer želimo, da je. In samo še enega, skratka, da se nam ne zaviha takole ven. Med igro tega sploh ne opazimo in tako bo ostal tale rob na svojem mestu. Ni težka izdelava tele kapice, a ne? S tem, da se lahko potem s flisom še drugače poigramo, kot smo rekli, lahko prišijemo kakšen gumbek, lahko pa ravno pred oddajo nama je naša Jana povedala, da je naredila iz flisa svojemu nečaku kapico kot žabico. Skratka, kapica je dobila žabje krake, žabje oči in je bila žabica. Zdaj pa, če dovoliš, Maša, bova kapico kar dali tebi na glavo in boš lahko odjavo naredila v kapi. Pri koncu oddaje sva. Če vas že srbijo prsti, če vas, si nas oglejte v sredo ob 18. Nasvidenje!